V sredo, 21. marca, je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice potekala predstavitev knjiga Nika Vujačiča Življenje brez omejitev. Knjigo svetovno priznanega motivatorja, ki se je rodil brez nog in rok, sta predstavila predsednik Društva za živi življenje Steve Telzerov z ženo Barbaro Telzerov. Omenjeno društvo je Nikovo biografijo izdalo v slovenskem prevodu. Na koncu knjige je dodanih še 35 strani, ki opisujejo prireditve v Sloveniji s komentarji nekaterih znanih in manj znanih Slovencev. Za nas je bilo največje stvar ravno to, da smo želeli gledati priložnosti, izkusiti zgodbo, ki res navdihuje upanje. In za nas, ko smo gledali njegovo zgodbo, mi smo sami čutili, da nek pozna bolečina. Bolečina je nekaj, kar imamo mi kot človeštvo, nekaj vsi skupnega. Vsak, ki je danes tu, pozna tudi svoje lastno bolečino. Ali je to na poslovnem področju, ali je to v medsebojnih odnosov, odnosi staršev, z partnerkov in tako dalje. Bolečina je nekaj, kar mi vsi poznamo. In nekaj sam ugotovil, da njegov največji izziv v življenju je bilo to misel. Kaj bi se zgodilo, če bi Bog odgovoril na mojo molitev in mi da roke in noge in bi bil še zljiv in srečen? Jaz sem živel s to misel že dolgo. In je samo ugotovil, da njegova sreča ni bilo odvisno od tega, a dobi roke in noge. Njegova sreča je, ključ do tega je ležal nekje drugje. In je začel potem iskati. In sam je imel precej težave v svojem razvoju, kakor ste videli v slike v prvem posnetku. On je bil več ali manj zelo nasmejan, vesel in zadovoljen otrok. Srečen je nek starše, ki so ga sprejeli, ki so ga ljubil, so želeli mu nuditi nekaj podporo in pomoč in eno pozitivno sporočilo, kljub njegovo posebnosti so želeli ga vedeti, da ima njegovo življenje tudi en smisel. In naša želja s knjigo je bilo ravno to, da omogočimo ljudem, da lahko v miru, ob kaminu, ali zdaj, ko gremo proti v senci pod drevesom, lahko sediš z nekom in slišamo neki nasvet in eno sporočilo, ki lahko nam navdihuje, ki lahko nam tudi pomaga malo popraviti našo lastno sliko, na svoje lastno življenje, nam pomaga tudi izbirati, kako se bom sam odzval na življenjske okoliščine, katere jaz ne morem nadzorovati. Edino stvar, katera imamo odgovornosti, da nadzorujem, je moje lastne izbire in reakcije na tem, kar se meni dogaja. In nek da čudovite napotke in pomoč v tem branje knjige je kot da sediš z njim v dnevni sobi in nekdo te pripoveduje zgodbe in ti svetuje. In je veliko pomoč mnogim ljudem že zdaj. Mogoče cilj njihove pripovedovanje in tudi knjiga je ravno to, da se poboljša medsebojnih odnosov. Nek sam dejal in tudi mi smo delimo isto mnenje skupaj z njim, naše zadovoljstvo v življenju, nikakor ne bo izhajalo iz tega, kar nosimo v žep. Ampak bo vedno odvisno od tega, kako se želimo z drugim, s kom smo, ne kaj imamo. In v njegove knjigi in tudi v njegovih pripovedovanjih poskušal pomagati ljudem, da se razvijamo nekaj kvalitetnega na tem področju naše medsebojnih odnosih. Nek govori o tem, da je potrebno razviti osebne razmerje z Bogom. Treba imeti eno pravo odnos sam s sabo. Kako gledamo na sebi, kaj razmišljamo o sebi, kakšno sporočilo govorimo o sebi in zagotovo, da tudi razvijamo spretnosti v naših medsebojnih odnosih na teh ravneh. In tudi ne vem, če veste, nek je sam bil v skrbeh, ko je bil majhen, ali bom sploh možen v prihodnosti tudi poročiti. Je bil v skrbeh, da ne bo mogel držati svojo ženo za roko.
In potem je povedal, se je ugotovil, da to sploh ni pomemben, če lahko jaz držim njeno srce. On potem vse punce kar stopijo, ko slišajo, kako pa se ne govori. In je res nek v prejšnji mesec, 12. februarja, se je nek poročil. Pozdravljena gospa Barbara in gospod Stiv. Lep pozdrav. Prihajata iz prostovoljnega društva Za živi življenje, društva, ki skrbi za osebnostni razvoj otrok, mladih in odraslih. Kakšni so temeljni cilji društva? Temeljni cilj je ravno to, da pomagamo za razvoj, posebni na razvoj otrok, mladih in odraslih v smislu, da prinašamo pomoč preko izobraževanja, usposabljanje, vzdigniti kvaliteta naših medsebojnih odnosih. To smatramo, da je to največja dragocenost, kar imamo v življenju. Ni to, kar imam v žep, ampak s kom živim, kako sam razvijam kot oseba in moja osebnost in istočasno, kako ravnam z mojim okoljem. In menimo, da je potrebno, da vsak razvije svoje lastne razmerje z Bogom, da ima tudi en zdrav pogled na svoje lastno življenje, da se ugotovi svoje lastne vrednosti in sposobnosti in istočasno, da razvije neki spoštljiv odnos in kvaliteten odnos z drugimi. No in ta namen imamo razna predavanja, seminarje, tako za zakonce, za moške, ženske, posebej mlade, otroke. Organiziramo razne skupaj sodelovanju z Veselo novico, razne klube za otroke, poletne kempe, tako da se vedno najde za vsakogar nekaj. Danes sta nam predstavila biografijo Nika Vujčiča, svetovno znanega motivatorja, ki jo je izdalo prav to društvo Za živi življenje. Kako je prišlo do naveze stikov med Nikom in vami? Ja, pred 5 leti sem jaz dobil DVD od prijateljice, ki je sestra poročen z Vujčičem, neke sorodne vezi. Dobil sem DVD, sem dal noter pogledat in sem bil osuplen z njegovo zgodbo. Dobil sem en močen vtis, da bi bilo potrebno njega povabiti v Slovenijo, da poskušamo predstaviti njegovo zgodbo čim več Slovencem. In smo dali na to pot, smo začeli poklicati in izpostaviti stik z Nikom. Je trajalo kar nekaj let, da smo končno dobili datum, kateri lahko on sam tudi izpolnjeval. Zaradi njegovo prepoznavnosti v svetu je začel zelo naraščati ravno v tem času, ko smo mi začeli njega kontaktirati. Sami nismo vedeli, ampak nek dobi čez 30.000 povabil na let, da pride predavati in govoriti na različnih prireditve po celem svetu. Tako da je bil za nas veliko privilegij, da je prišel v Slovenijo in smo kar vztrajali in smo veseli za to, da ta stik tudi ostane in upam, da se bomo še sodelovali tudi v prihodnosti. V slovenski izdaji Življenje brez omejitev je tudi 35 strani komentarjev nekaterih znanih Slovencev. Ja, to je res. So komentarji kot naprimer Dejana Zavca, Mirana Stanovnika, potem ptujskega župana in raznih ljudi, ki so bili tudi vključeni, prostovoljcev, in dodane so tudi fotografije za samih prireditev, tako da se mi zdi, da je to en tak zanimiv dodatek knjigi. A se je vajin zakon kaj spremenil po tem srečanju z Nikom? Moram reči, da najin zakon že v bistvu res gradiva na vrednotah, ki jih najdeva v Svetem pismu, tako da je vedno bolj uplemeniten, bom rekla. Ker pogostokrat tudi na teh seminarjih za zakonce poudarjava, da je dober odnos zakon kot vrta. Če vanj ga vlagaš, se trudiš, delaš na tem, potem boš tudi užival njegov sad. Če pa ga zanemariš, potem pa
vemo, kako izgleda vrt, ne? In moram reči, da njegov izjava, ki je sam dejal, da ker je skrbel tudi nek sam, če bo kdaj poročil in se je bal, da ne bo mogel zadržati ženo za roko. In potem je ugotovil, kaj minuca je držite za roko, če ne morem držati njeno srce. In ko pa je nekdo govoril, pa to je meni spregovoril in tudi mnogim drugim možem, ki so bili prisotni, vse ženske so kar stopili med tem, ko je on to govoril. In mislim, da je dal nam vsem nekaj spodbudo, da ravno to počnemo. Naj pridobimo srce svojega ljubljenega. Pa se mi zdi ta izziv, ki ga postavlja, kakšno bi bilo vaše življenje, če ne bi imeli omejitev. In vedno se samo vprašam, katere so omejitve, ki jih imam sama v glavi, česa se bojim, kateri je tisti korak, ki se ga ne upam storiti naprej. In potem sprejmem njegov izziv in se rečem, ok, če pa nik zmore, potem pa zmorem tudi jaz. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.